Danes smo se zbrali predvsem zaradi tega, ker je 25.2. Mednarodni dan polževega vsadka. 3.3. pa je Mednarodni dan varovanja sluha. Oba dneva sta izjemnega pomena, kajti zavedanje pomena sluha v zadnjem času narašča. In vsekakor ima velik doprinos k temu zavedanju tudi delovanje oseb z izgubo sluha, ki smo združeni v društva in zveze po posameznih državah. Adem Jahjefendić je podrobneje predstavil vlogo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije pri osebah s polževim vsadkom in povabil vse, ki že imajo polžev vsadek ali se zanj še odločajo, da se ob morebitnih težavah pri iskanju informacij obrnejo na strokovno službo zveze. Dobrodošli ste v naši zvezi. Na vas pa je, da poveste svoje potrebe, svoje želje. Vsaka okvara osebi vzame del njene moči in svobode. Tako je tudi pri okvari ali izgubi sluha. Velikokrat se počutimo osamljeni, izključeni, celo zapuščeni. To, kako se bomo počutili, pa je odvisno predvsem od nas samih. O tem je v svojem predavanju govorila Darja Pajk. Vsi, ki imajo dvome okoli polževega vsadka, je najbolje, da stopijo v kontakt z osebami, ki že imajo polžev vsadek. Tako bodo pač dobili najbolj uporabniške informacije. Vse tiste lahko bodo razblinili, vse tiste strahove, ki se jim porajajo. Seveda je smiselno stopiti v kontakt z kirurgi, z dobavitelji polževih vsadkov in tudi tam dobiti informacije. Smiselno je poiskati informacije tudi na internetu, na različnih socialnih omrežjih, ki so na voljo. Ne samo v Sloveniji, lahko pogledamo tudi malo čez mejo. Zdravnik specialist ORL Matjaž Krajnc je pojasnil, katere so indikacije za pridobitev kohlearnega implanta ali polževega vsadka. Praviloma ga dobijo otroci, ki imajo okvaro sluha, zaradi katere nosijo slušni aparat, vendar do 1. leta starosti niso zadovoljivo razvili poslušanja in govora. Medtem ko pri odraslih je pa najboljša populacija tisti, ki so normalno slišali, ki so postopoma izgubili sluh in ga dobro rehabilitirali s slušnim aparatom in morda potem nazadnje na hitro ali tudi postopoma popolnoma izgubili sluh oziroma do te mere, da s slušnim aparatom ne more več zadovoljivo komunicirati. Polžev vsadek je sicer čudežna napravica, vendar eno je vstavitev vsadka, drugo pa je učenje poslušanja, čemur je dejansko vsadek namenjen. In mi moramo v bistvu se ponovno učiti poslušati. Ta postopek ni tako zelo preprost. Včasih se zgodi, da prvo obdobje niti ne slišimo. Potrebujemo nekaj časa, da se dejansko navadimo slišati, da se postopoma prepoznavamo zvoke v okolju. Osebno sem se posvečala svojemu sluhu intenzivno vsaj 5 ur dnevno, 5 mesecev. Učila sem se pač na različne načine poslušati. Veliko sem poiskala tudi različnih vaj na internetu oziroma na spletnih straneh dobaviteljev oziroma proizvajalcev polževih vsadkov in sem delala pač njihove vaje. Prav tako sem si poiskala potem pomoč pri logopedinji. Postal sem bolj samozavestna oseba, raje grem v družbo, se pogovarjam normalno s prijatelji, lahko tudi telefoniram, če je na drugi strani oseba, ki govori razločno. Skratka, spremenim na pozitivno, na boljše. Seveda brez polževega vsadka sem v bistvu gluha oseba. Tehnologija vsadkov se nenehoma razvija. Razvoj gre v smeri zmanjševanja zunanjih procesorjev. Razvijajo pa se tudi novi vsadki, s pomočjo katerih lahko strokovnjaki povrnejo sluh tudi tistim, ki niso primerni kandidati za polžev vsadek.
Poleg klasičnega koklearnega implanta se je v zadnjih letih razvil tudi implant z akustično stimulacijo notranjega ušesa. Ta je predvsem namenjen tistemu ozkemu segmentu pacientov, ki ima tudi relativno zelo težko okvaro sluha oziroma srednje težko po kostni poti in lahko zelo težko tudi preko 120 decibelov po zračni poti. In ostali implanti srednjega ušesa, ki so lahko popolnoma implantabilni ali imajo tudi še zunanji procesor, in pa seveda implanti za kostno prevajanje. Odločitev za vsadek ni preprosta. O tem je več povedala psihologinja Alenka Verdonig iz Centra za sluh in govor Maribor, kjer se večinoma ukvarjajo s spremljanjem razvoja in rehabilitacije otrok, ki so polžev vsadek dobili v prelingvalnem obdobju. Pri teh otrocih se šele ustvarjajo slušne poti, ki vplivajo tudi na govor in s tem tudi na njegov razvoj. Otroke spremlja strokovna skupina, ki jo sestavljajo specialist ORL, psiholog in surdopedagog. Poudarila je, da bi bil to dober model tudi za odrasle osebe, ki so kandidati za polžev vsadek, čeprav rehabilitacija odraslih oseb poteka drugače. Žal je to področje pri nas še neurejeno, zato so odrasle osebe, ki razmišljajo o polževem vsadku, pogosto prepuščene lastni samoiniciativi in iznajdljivosti. Tudi po operaciji. Rabili bi napotke, navodila, vaje poslušanja in razumevanja. Da pridejo osebe, ko so operirane, do optimalne in popolne slišnosti. Manjka tudi še več informiranja glede vseh možnosti, glede pripomočkov za polževe vsadke, glede tehničnih pripomočkov. Po mojem bi bilo dobro tudi, da bi se naredil neki potek popolne rehabilitacije oseb po operaciji. To pomeni od operacije do popolnega poslušanja. Zadnji del okrogle mize je bil namenjen predstavitvi izkušenj uporabnikov polževega vsadka. Teja Mervar je predstavila, kako poteka študij in iskanje zaposlitve osebe s polževim vsadkom. Zemka Kečanovič, slišeča mati 7-letnega otroka s polževim vsadkom, pa je razložila, kako so se kot družina spopadli s sinovo gluhoto. Da so take okrogle mize in izmenjave izkušenj potrebne in dobrodošle, dokazujejo tudi številna vprašanja, ki so jih imeli poslušalci.